Tudi danes bo treba nekaj pojesti. Sem imel pa čez noč v avtu, imam sladoled. Živijo in dobrodošli na kanalu V naravo. Jaz sem Peter, danes je drugi dan spoznavanja Savinjskega konca in gremo na Golte. Tole pa kabinska žičnica v Sloveniji z najdaljšo jeklenico. Današnji plan je predvsem, da se imam full over. Dan je krasen, razgledi bojo sigurno vrhunski. Tle na Golteh sem bil dvakrat že gor. In tudi eden od prvih videov na kanalu je z Golte. Sva šla z Mitjatom, me je takrat peljal po isti teli krožni turi. Tako da gremo najprej do Mozirske koče, pol tam do Janezovega bivaka, pa še tam na vrh. Uživamo v razgledih, se imamo dobro, pa tako, kot sem rekel, do Mozirske koče nazaj, pa se v krožni turi vračam sem na izhodišče, vmes pa še kaj povem. Tukaj bom jaz dol prišel, zaenkrat pa še nadaljujem kar po cesti. Še enkrat bi se rad zahvalil vsem, ki me podpirate, ki pomagate pri nastajanju teh vsebin. Seveda najprej v prvi vrsti tisti, ki se potrudite pa greste z mano iz naše narekovaj ekipe. Pol seveda tisti, ki mi tudi kakšno kavico častite oziroma kakšno donacijo date, da lahko tele vsebine oziroma stroške, ki mi nastajajo, s telim pokrijem. Seveda sem pa hvaležen tudi vsem ostalim, ki gledate videe, komentirate, lajkate in vse te stvari. Sem pa tole hotel zdaj reči za vse te, ki me podpirate na platformi Buy Me a Coffee, ki ste člani ali pohodnikov, skupin Pohodniki, Gorniki ali pa Hribovci. Malo poglejte po mailu ali pa na platformo. Sem vas povabil na prvi piknik v naravo, ki bo konec maja. Tako da dajte si na koledar. Tisti, če bi pa kdo se rad pridružil, pa se pridružite eni od skupin.
Te skupine so podporniki, ki me mesečno podpirajo s 5, 10 ali pa 20 evri. Tako da, če se pridružite, boste tudi dobili vabil za naš prvi piknik. Pa čez leček je več, ne. Jaz sem se ogrel. Čeprav roke pa še zmeraj zebe. Pa pojdimo naprej. Za razgled je pa napačno stran obrnjena. Če se pa v teh koncih slučajno ne znajdete, kaj gledate, pa kam gledate, tale dim vas vedno reši. Vedno veste, da gledate proti Šoštanju pa Velenju. Pisna knjigica, nekaj za popiti, malo za posladkati, se kar izbere. Upam, da vidite. Ajde malo približal, evo. Takole. Takele krasen pogled imam pa s tele klopce. Tukajle gor je Lipa, kjer sva včeraj z Alešem štartala. Potem sva šla na Goli vrh in po grebenu do doma na planini, pa potem v krožni turi nazaj. Brda, pa mislim, da tlele dole, tukaj pa spim v Mitjetovem apartmaju. Tako da, če imate plan v te konce iti za kakšen dan, 2, 3, en teden na dopust, kontaktirajte Mitjeta. Pri teh osamljenih kmetijah so pa vedno še takle mogočna drevesa. Pri tele osamljeni kmetiji, ki se imenuje Goličnik, ali pa se prostor tle imenuje Goličnik, sem prišel pa tudi na markirano pot. Sem pa pogledal sem sve na zemljevide. Bi lahko že dol nižji šel po eni bližji poti, da ne bi toliko časa po cesti hodil, ampak za tale razgled se je kar splačalo. Tako od kmetije gor gremo z vlake na pešpot. Ta pešpot se kar strmo vzpne. Če se do tukaj ne ogreješ, tale klanc se ziher ogreje. No, do tele planine smo sigurno že te glavne višince premagali. Kaj je prepovedan promet ali kaj je to? Malo razgleda pogledali. Se pa ne spomnim izpred 3 let, da bi tokle grizel kolena do tele planine. Kar ne popušča. Kar kul razgled, ne? Je pa na tem pašniku izgleda tudi vzletišče za padalce. Prav upam, da bo vsaj toliko snega, da upravičen, da sem gojst drel. Počasi se bližam vrhu. Prišel sem tle, grem sem. Tamle pa tudi že vidimo muzejsko kočo. Klopca prijateljev. In izvir. Tinčkovo korito. Ja, seveda, na Golteh gre tudi cesta.
pa z gondolo greš se lahko gor. Raš pa najbolj priporočam peš. Tele ob cestne ograje in pa ne more biti nič kaj v ponos. Če bi šli v tisto smer, gremo proti hotelu na Golteh. Jaz bom šel tukaj dol proti Mozirski koči, pa če se ne motim, bom pa tle levo nekje dol prihajal. Nisem čisto 100% še, kakšno traso si mu izbral. Ena krasna kapelca, tamle dol je Mozirska koča, ki sem pol za dol grede ustavil, tle pa naš razpotje. Kar še ena ura, ko. In tukaj bom to krožno delal. Tukaj desno gre, mislim, da mimo Janezovega bivaka, kakor se spomnim, pa na ta Boskovec, pa okoli dol. Tukaj se bo pa zdaj začel takle razgledi. Kaj pa to? Kaj pravite na tale razgledni pomol? Prav lepo se Velenjska jezera vidijo, pa Šoštanjsko. Tukaj za ovinkom, pa če se ne motim, je pa tako imenovani Janezov bivak. To je to, dobrodošli pri Janezovem bivaku. Evo ga. Tole pa soček, vsebino pa takoj pokažem. Podobno kot na prejšnji Postojanki, samo da malo bolj bogata. Kar bogata zbirka knjig. Mislim, knjig zvezkov noter. Tukaj bom tudi zdaj en malo daljši postanek naredim. Užival v tem res fantastičnem razgledu. To je pa ta razgled, o katerem govorim. Pa sonček sije, nič ne piha in je ful prijetno. Po kakšni urci uživanja tle na sončku pa gremo počasi naprej proti Boskovcu, na katerem pa, kolikor vem, ni razgledov. Imam pa do Boskovca še dobrih 100 višincev. No, prav hudo je. Tle pa še nisem bil, sam do bivaka sva šla takrat z Mitjetom, naprej pa ne. Kakšen lep pogled. Tle pa še boljši razgled. A gremo? Prav hudo. Kar adrenalinsko.
Tele sem srečal pa gospoda Janeza pa njegovo psičko Ateno. Malo debatiramo tlele. Evo ga, da se ne bom sam jaz Google. Posnet. Ateno Google zraven. Ali tudi to, ali kva? Pa je Boris Pahor rekel, da dokler se gugaš, da imaš še otroka v sebi, tako da dajmo se gugati. Že ko sva bila z Mitjatom prejšnjič tle, sva tegale gospoda Janeza srečala in takrat me je peljal, je tukaj dol med celo eno ferato narejeno, me je peljal na tisto ferato, tako zelo divje. In zdaj so se pa spet kakšno urico pogovarjala. Tukaj ima naštudiran praktično vsako 5 tega teh golte in res je neverjetno. Prav. Sem noro mi ene posnetke kazal, ko je enega njegovega prijatelja ruševc napadel. Ne ruševc, petelin ga je napadel. Tako, sploh ne moreš verjetno. Nič, zdaj pa pičimo na Boskovec. Tele nisem šel po markernih, ker mi je Janez rekel, da ne grem po njegovi poti in da ima vmes eno smreko, na katero spleza in je razgled pol v drugo stran, tako da gremo na smreko. Evo me na vrh Janezove smreke. No, nisem čisto na vrh, še 2-3 metre gor. Sem pa precej visok. Med enote mislil to, gospod je star čez 60 let, pa evo takole pleza gor, čisti divji. A je to noro? Kje se človek spomne, da sred hoje si na eno smreko gor. Veje poseka pa pač štengice naredi in da ima na vrh gor razgledišče. A ni fascinantno? Ena huda popestritev tegale videa. Dal pod Boskovcem me je pa še gospa Regina ustavila, prav da tudi spremlja kanal pa z Laškega in se tudi s prijateljico tlele potepeta. Tako, ja, redno spremljam program, veliko zanimivih izletov in tudi kakšna ideja pade kdaj. Super, Ja. hvala. Mi je pa tudi nasvet dala, kje naj se vračam dol, da bo malo daljša pot. Evo ga, to je pa najvišji vrh Golte. Tukaj je nekoč stal stolp, ki pa čaka na obnovitev. Enako, evo, gremo tukajle. Sem dobil navodila, kako zdaj iti, pa upam, da se ne zgubim, ker ni shojen tlele. Zdaj grem pa nekaj časa proti Smrekovcu, pa pridem še do neke ceste, pa levo zavijem nazaj proti Mozirski koči. Vsaj tako imam v glavu. Rečeno je bilo tale ograja za živino, zdaj pa tistle mislim, da gre proti Smrekovcu. Jaz pa po mojem dekale. Najlepše je pa to, ko sem na zemljevid pogledal in sem tudi tole pot planiral že v štartu, ker sem si jo zrisal. Je pa tukaj na Golteh je veliko teh družinskih poti. In tudi če se poleti, na primer, sem gor pripeljete, boste imeli kar kaj početi, se sprehoditi malo. Jaz mislim, da se kar splača semle gor prideti. To so te poti, ki sem jih prej omenil.
Gremo še tole pogled. Kar orang, vhod v jamo. Mi je pa Janez rekel, da tle na Golteh je kar precej brezen pa tega. In jih tudi, on jih je že kar nekaj našel, da je ta prav kraški svet. Tole pa že poznamo, ne? Samo z druge strani. Nazaj sem na Razpotju, pa gremo tole kapelico malo lepše pogledati, bolj pogledati. No, tole je pa ena najnovejših planinskih koč v Sloveniji. Nižje spodaj me pa že Borislica Maratica, pa me pet malo postavil, da vidim Borisliva. En čaj sem spil, malo si tole kamerico nafilil, da bo do konca zdržala. Zdaj pa gremo v dolino. In pa mislim, da gremo tamle. Bo treba kar po unih prvih smerokazih, ne po telem drugem. Še pogled na kočo. Klopce nikoli niso tam, kjer ni razgleda. Čas prihajamo od asfaltne ceste. Razgled pa še zmeraj fantastičen. Po ene par 100 metrih po asfaltni cesti pa zavijemo spet na pešpot. Spet mogočna drevesa. Tukaj pa tudi še eno odskočišče. Kljub temu, da je ta termoelektrarna tam, pogledajte, kar kul. Novo Razpotje, tlele bomo mi po mojem desno obrnili. Vode pa tukaj ne manjka. Asfaltna cesta drugič. Asfaltna cesta tretjič. Par 100 metrov po asfaltu, pa spet na pešpot. Poglej nazaj gor. Asfalt, kaj je, četrtič, sam po mojem, da to ni več ona ista cesta, ki je bila prvič, drugič pa tretjič. Naslednjič bo pa treba še do tele cerkvice pogledati. Ali pa če kar zdajle skočimo, pogledati. Gremo. Zdaj sem pa že na
tej cesti, po kateri sem se na začetku spenjal. No, vse treba še čevlje spucati, da nam preveč blaten v avtu. Ja, kakšen se vam je zdel tale izlet? Meni vrhunski. Vedno, ko grem na Golte, se mi zdi, da mi je še boljšno. Danes še to, ker sem šel naprej od Janezovega bivaka, je še itek Pikonoji, pa Janeza srečal, pa res pol srečaš ljudi, ti dajo nasvete, sem kepe, če pogledaj, to the best, res vrhunsko. Tura nič zahtevna, tudi ne preveč dolga, mislim, da bo vse skupaj ne 6 ur, če ne pa dol v opis poglejte. Razgledi fantastični, res ta pogled dol na Savinjsko dolino, to je bomba. Meni se še bolj zdi, kot pa včeraj, tamle iz Menine planine, no. Če ne pa pokomentirajte, no. Če kaj drugače mislite. To, pa mislim, da sem ostale stvari že povedal, zdaj grem čemaž še nabirati, da ga bom jutri imel doma za kosil. To, nič, super je bilo, lepo, da ste ostali zraven do konca. Pejte v naravo, uživite, lepo se imejte, radi se imejte, pa se kmalu vidimo, ne. Čau!